predlagam, da vzamemo dva, tri vprašanja. Tako da, prosim. Imajo to veliko različnih področij, lahko pogledati podrobno. Je pa
imela svoje res lastne poglede še vedno 60. Ta tribuna je na SBK izdelka, ki smo imeli verjetno prvi, se reče študentska žejavna, nekaj je mogoče bolj dramatično, ampak prvi so študenti nastopili proti svojim profesorjem pred teh profesorjem. Da nimajo literature, da nimajo skriv, da nimajo tega, da so imeli predavanja, problemi, da se da to padlo na profesorje, ki je bil invalid. In je bilo to malce neugodno, ampak da to je po mojem obstajati zapisnik tega naših snov zapoščenja in drugega profesorja, ampak to je bila precej, po mojem, eden prvih takih soočenj. In po mojem so seveda okrog, to si ti včeraj omenila, okrog profesorja Petrizma. To je treba seveda s tem povezati. V zvezi z internacionalizacijo bi napadno nekaj mislil. V trenutku, ko smo dobili svojo univerzo, je seveda internacionalizacija vede dodatne na slovenske, vendar da se bolj nacionalizirala. Ker do leta 18 smo imeli seveda študenti, ki so hodili na Dunaj in so najboljši možni profesori, ki so bili pač vsaj evropske elita. Potem pa je seveda tudi zaradi drugih političnih razlogov seveda ta internacionalizacija rahlo zamrla. Pravzaprav, mislim, da so bili 30 letih, so bili pravzaprav gonilna sila internacionalizacije, ne redni profesori, ampak privatni docenti. V mislih imam Smitrak, ki je študiral v Franciji, pa to na Cerka. Zato, ker so se pač skušali uveljaviti in da so bili v bistvu profesura. Pa tehnikih, no, pri tehnikih je bilo stvar drugačna. Bogografen avlijo 50-letnice univerze zapisal na misel, vsem tem je bilo lažje. Takoj, ko so šli na Dunaj, so prišli v stiku z mednarodno znanostjo. Kaj pa imamo mi smo pa pač potomci vojnih razmer. Tukaj vidi, da se recimo, samo osebno filmu, da se nekaj raziskoval. Nezadovoljen za stavljen interpretaciji. In se šel, da si prima. In sem naredil na to, ko bi pravda, na oba sem naredil interpretacijo. In sem nekaj na to, da sem naredil. Tako da šel, da sem naredil pisanje. Tukaj sem pa vse naredil napisal. Pa sem pa začel popravljati nekaj, sem jih občudoval. Celo tam, kjer sem je zdel, da sem jaz pametnejši. Pa sem pa dobio nezadovoljstvo. Kaj je to? Potem rabiš nekaj časa, da prebrediš kaj se dogaja, ni čisto jasno. Na eni strani nisi zadovoljen s svojim, ker veš, da je nekaj zagatnega. To v narodi neseš in tam se čutiš fajn, da veš svobode, ko pa prije do produkcije, pa do diskriminacije, v realnem smislu, se pa začne prosto ložiti. In spet nas to bi ta propagandni element diskriminacije znanja, vsaka prevenovanska pa razvara skupina hoče sebe promovirati svoj interpretativni. Potem se moraš odmakniti, razmisliti, ok, mogoče imajo bolj demokratični prijem, kot mi, malo se bolj na točkah razgleda, kjer je več videti, recimo vsaj pri svojih humanistike, te epistemološke točke so malo bolj neutralno postavljene. Kljub temu propagando zganjajo za svojo kulturo. In potem greš nazaj, da bi veš to, da sem šel v internacionalizacijo, da sem ne bi šel, da bi bil zvest, doktor je rekel, če bi kolega šel do duha znanja, do vednosti. Ampak kako zagotoviš, da vednosti kot neutralne točke na okrogi zemlji ni? So samo kulturni krogi interpretativnih schem, zdaj se moraš potem nekaj soglasnistvo v omejitvijo, ki se postavljali in reči, tu nekaj bom krožil, če hočeš svoje mesto. Ne minja življenje, kaj je pa ne prediš. In pa rovsko te. Iščeš objektivno
anglo-saksonske elitne univerze, ne, to je čisti biznis, ne. Je samo čisti biznis, je še kje se. Sigura nekaj pozitivnega. Ne, pa kaj je to samo čisti Čisti biznis je in... Nobenega drugega vidika ti v tem. Ne, mislim, da sem hotel moj pogled, hotel sem njihov pogled na bistvo njihovega dogajanja in internacionalizacije. Oni se v resnici ne grejo internacionalizacijo, oni grejo razred zraven. Za vse druge je to internacionalizacija, ki grejo treba študirati pa praktično. Za njih to ni internacionalizacija. Je pa seveda obogatitev, ker njihovi imperiji v tem smislu naraste, njihovi. Temu se reče v resnici v imenu politične akcije, ameriške diplomacije, to je cultural diplomacy. To je v bistvu postkolonialni izum, kako z mehkimi politikami naprej vladati svetu v institutivnem smislu. To je ta politika. To je v bistvu hotel. In je fajn, ne samo da zgubljajo danes, da so poširili, zdaj oni služijo. No vse, zdaj ne bom prej jajce, ampak je to vendarle v funkciji širjenja vpliva. Ljubljanska univerza, sem to paradoks. Ljubljanska univerza je zasukala vse kvalifikacijske kriterije v mednarodno objavljanje. Ampak je zložila to na nekaj imanentnih objavljenih mest, ki jih spremlja recimo mednarodni inštitut, časovih ISI. ISI, ameriški inštitut, ki je delal s 30-60 leti. To je zdaj, če objavljaš v kategoriji v prvi kategoriji, v drugi kategoriji in tako naprej, dobijo še več točk. Ta isti inštitut se nosi Web of Science. Predlani so lahko Kitajci. In lani je njihov predsednik 50 leta bomo mi Američani. Mi lani. Pa bo Ljubljanska univerza takrat zahtevala, da se vse v kitajščini objavlja. A zastopte, kako smo sledili. Mi smo se zasukali. Angliščini so že visoko na tem seznamu. No, ampak oni so lastniki. Oni niso spremenjali politične politike, ampak oni samo počasi predlagajo, da bojo potem, ko bojo za njihove angliške, bili so tako še jezik, da so kitajščino. In takrat bomo mi v Ljubljani lani 10 let ugotovili, da so te Kitajci predlagali. In potem bomo vse kapitalske kriterije predali. Kitajci imajo pa vrednosti, da bi nekaj drugega govorili. Oni ne spoštujejo razsvetljenstva. Oni ne spoštujejo tega, da se intelektualna javna država pira vlast. Oni zahtevajo podrejati. To nam ne bo jasno, da počasno potem imamo svoje nostalgične, postno-razsvetljenske pisali, kako se tudi zadeve razvijajo, kako vlada narobe dela, ker ne spoštuje. V kitajski vrednostni sistem prevlada preko. Nema razsvetljenstva na kitajskem, ne, to je Konfucij. Takrat pa ne kako imamo je totalitarski. Tako, na to pozitivno noto. Zdaj bi mogli že začeti, se pravi, z zadnjim panelom.